Čau, Franko! Dobro jutro! Kako si? Evo, super, zdaj še lepši, ker sem v dobri družbi. Mislim, da če se tako loti ponedeljek, kaže na en dober teden. Ne? Čudovit teden po pretavo, ne? Hvala lepa. Ej, a kdaj zazvonila budilka? Je danes ob 5:30, tako. Je to klasična ura? Ali? V bistvu niti ne. Ponavadi, če moram delati, takih delovnikov, ko je danes, se veselim, tako da ni problem. Ja. In verjetno ni jutranje vstajanje najhujši izziv, ki se ga lotiš v dnevu. Ne. Pod Panterjev predstavljaš, zakaj gre? Ja. Evo, Pod Panterjev, tu je pa en projekt, ki ga res ponosen predstavljam. Imel sem to možnost, ekskluzivno priložnost, se za par dni pridružiti specialni enoti slovenske policije. Če sem bolj natančen, učni skupini, se pravi fantom, ki se trudijo postati specialci. In za vse tiste, ki ne veste, gre za najbolj elitno enoto slovenske policije pri nas in tudi temu primerno najzahtevnejše urjenje, ki traja skoraj 8 mesecev in dosti fantov na tej poti odpovej. Jaz sem imel možnost se pridružiti, videti, kako to izgleda z prve roke in zdaj imam možnost to pokazati tudi vam. In menda nisi nobenega od teh sodelujočih sploh spoznal takole v živo. Se ne ve, kdo so ti fantje? Ja, tako je. Fantje nosijo krinke, s tem se zakrije njihovo identiteto, zato je več razlogov. Definitivno dajem poseben čar vsemu skupaj. Ja, kaj se je pa dogajalo z mano, lahko pogledate v dokumentarcu. Jaz vem, da nekaj taza še nisem posnel nikoli, tako da ja. Je bilo kaj sous? Ja, v bistvu na tak način, ker ne veš niti za kaj so, ker vidiš vse fante, kako se trudejo. Namen celega urjenja je, da se fante spravi tudi v rdeče obrate, da vidijo, kako delajo pod pritiskom. Vse to urjenje so vsi njihovi inštruktori že dali skozi, tako da vejo, kdaj pritisniti, kdaj ustaviti. In ja, ne vem, s čim bi lahko tu primerjal in tudi kako bi opisal sam film, ampak res priporočam. Če nam poveš tako eno tako res težko situacijo, ki si jo tam doživel? Ja, tudi zato je napake trpi cela ekipa, ne? Se tu je kar znana zadeva, ampak tako, ko pa vidiš, ko si res zmatran, ko fokus ne dela več, ko moraš šteti avte, ko grejo mimo, kakšne barve so bili, registracije. In ko vidiš, da nisi dovolj pozoren in da cela ekipa na mestu tebe dela sklece, oziroma karkoli je treba, je kazen dobite vsi. Tako, kazen dobijo v bistvu drugi, no? Ti šteješ. Tako. Ja. Koliko časa je recimo nastal ta projekt, ti nisi bil 8 mesecev z njimi? Ne, celo urjenje za njih traja 8 mesecev, jaz sem se pridružil na začetku, v sredini in na koncu, vse skupaj gre za par dni, določenih področji, ki jih morajo dati skozi. In ja, no, se zdaj imam na smeh, takrat so ga imel tudi, eno rekel so ga skozi mi ponavljali, je tudi, da v boju je treba ohranjati nasmeh na obrazu in trezno glavo. Ja, no, sej, meni se smeje zdaj, ko to govorim, ampak res spoštovanja vreden poklic, o katerem se zelo malo ve. In no, vesel sem, da vam lahko to jaz pokažem. Kdaj si bomo lahko gledali dokumentarec? Prvo premiero imamo 18. novembra, tu je torek v Odiseji ob 7. uri. V bistvu imamo kar veliko povpraševanje, zato si želimo, da bi tu še kdaj predvajali. Še zmeraj imamo odprt link, preko katerega se lahko prijavite v čakalno vrsto. Več, ko nas bo, lažje se lahko zmenimo za novo predvajanje. Si na koncu mogoče dobil kak certifikat, da si opravil podvig, si zdaj mogoče tudi ti neuradno del te njihove policije? To ne sme povedati. Ja, to ne smeš povedati. Ja, nikoli ne sme povedati. Jaz sem dobil, kako rečemo, samo okus, kako tu fantje prestajajo cele dneve. Niti blizu nisem dal vsega skozi, kar morajo oni dati. In že tu, kar sem jaz dal, je za mrskoga nepredstavljivo. Koliko jih je prišlo do konca? Tu je podatek, ki ga nimam. Je pa tu urjenje tako, da kadar želiš, lahko odnehaš, ustaviš zadevo in se takrat pole pot zate pri tem. Ampak Franko se bo mogel zdaj soočiti še z najtežjim urjenjem, s katerim lahko postane del Robinove specialne enote, katere člana pa sva samo jaz pa Suska zaenkrat. Šibki člani. Ja, lik neka težavnostna stopnja, to ni. Franko. Edino zavrteti jezik, tisto naprej. Tukaj gre. Zdaj pa Franko, zate imamo nekaj vprašanj, ti pa boš mogel odgovarjati na nje pod zelo posebnimi pogoji. Roke boš mogel držati v ledeno hladni vodi.
Dam kar noter. Ja, lahko daš, mi smo že naštimali to vodo. Je mrzlo, ne? Je led, Mrzlo. ful je leda in vsaka roka ima svojo skledo. Tako. In Ja, ma on je Suska- itak vajen tega Ma vsega. ne, je težko, ne? Je težko, reči, da je težko. Sploh za levo. Dajta podvizati malo. No? Ja, no bomo pohiteli. Si pripravljen? Gremo Pripravljen. na prvo vprašanje. Evo, kaj je huje? Preplezati 200 metrov navpične stene brez vrvi ali čaka 2 uri na osebnega zdravnika, če si naročen ob 9? Jaz bi raj plezal steno, no? Torej je huje čakati zdravnika. Tako, ja. No, tako. Kaj bi raje, prespal v šotoru sredi snežnega viharja ali letel z letalom, kjer celo pot dojenček joka? Prespal sred snežnega viharja. O, res? Ja, tu bi tako in tako. Tako da. No. Kaj je večji adrenalin? Skok z letala pri minus 20 stopinjah ali poskus izpolniti obrazec na e-davkih brez napake? Jaz bi šla raje šel ob to prvo, ko je davke. In povem, da tisti davki so tako zaprti. Jaz bi plačal, da lahko skočim z aviona. Tako da, ta ni bila Ne težka. povem, da sploh mu ni problema, le Ni, jaz ampak- imam bolj zmrznjene roke, kad dodajam. No, led. evo, kar nadaljuj. Kaj bi raje, 3 dni brez signala sredi divjine ali en dan brez Wi-Fi-ja doma z nekim otročičkom, ki ga varvaš? Oje, oboje v redu, če bi varval svojega otroka, bi najbrž svojega zbral, če ne bi šel pa na odklop. Ljudje fajn plačajo za odklop te dni. Ja. Ali bo Franko kdaj varval svojega otroka? Ja. Pod vprašanje, Susko tu zanima. A delamo kaj na tem? Dejlo bo si urdo, ne? Zdaj, če bo ratalo. Imamo naslov Suska. Evo, kaj je teže, preživeti 10 ur plezanja v vročini ali preživeti eno družinsko kosilo, kjer vsi govorijo o politiki? Oje, ja. Zdaj mi dajete same take, ki jih imam rad. Jaz bi šel tudi z let v vročini, ne? Tudi, in z družino je tudi v redu. No? Tako da- Politiko tudi. to mogoče za me ne toliko. No, Ampak pazi naslednja, kaj bi raje? Bil 48 ur brez spanja na odpravi ali 48 ur s taščo na dopustu? Spanje ali tašča? Glede Da na- je težka. Ja, v bistvu bi raj bil staščen. Imamo taščo. Taščo že imamo, dobro, kaj bomo, ja. To je fajn, tako da se jim sme porazumeriti. In kaj je hujša nevarnost? Padec 30 metrov ali po nesreči poslati svoje gole fotografije svojemu šefu? Ja, je. Glede na to, da sem, recimo, da upam sam svoj šef, Bi sam sebi bi poslal sam fotke. sebi poslal sliko. Ja, ko Kaj se pa vrnem. recimo, če bi mogel Ivu Boskarolu zdaj, le, ko je v Odiseji? Ne, pa raj vržem Padeš. se stresiti. In s tem odgovorom še nisi odrešen ledene vode. Po naslednjem komadu bo tvoj izziv končan. Ali bo Franko Bajc prestal ekstremni Robinov izziv? Kaj, in še en postal komad moram imeti v Ja, rokah? še en komad. Še imate v rokah. kovajcev, ja, pa se bo Okej. vsa let Pa je že stopil, bled, tudi. je že bled ratu, ne? Smo kar ma- otežili. Ja. Preverimo takoj po naslednji. 2 minutki 47 bo šlo. Zmejno, zmejno. Casey Show, Radio Rubin. Ja, tole je ponedeljkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami, z nami pa domačin, vplivnejši in ekstremni športnik Franko Bajc, ki 18. novembra v Ljubljanski Odiseji predstavlja dokumentarni film Pot panterjev, v katerem se je pridružil članom specialne policije in z njimi izvajal najtežja urjenja na Slovenskem. Ampak Franko se je mogel soočiti še z najtežjim urjenjem, s katerim je lahko postal del Robinove specialne enote. Suska je dodajala Ja. led. Kaj se točno je dogajalo, Suska, če malo Ja, poveš? držal je roke v ledu in jih še vedno drži. Ja. In čaka, da mu boš odštel tisti konc. Pa dajmo skupaj odštevati do konca, ker ima že plave žnable. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Franko Bajc je prestal Robinov ekstremni podvig in postal član Robinove specialne enote. Hvala za ta sprejem. Zdaj smo Zdaj te je malo trije zbudilo. člani, ja. Ja, zmagovalne besede, prosim, Franko.
Ja, neč, moram priznati, da ni bilo tako enostavno, kot sem mislil. Sploh, ker ima samo en del noter, lahko da bi bilo lažje, če bi ležal cel. Ampak, ja. Naslednjič, ni problema. Banjo. Ja, Suska se ne bo vralna. Evo, za konec nas povabi še enkrat, kje si ogledamo tole tvojo mojstrovino, specialno enoto? No, tako, gre definitivno za eno stvar, ki jo še nismo posneli v taki obliki. Zato vse lepo vabim 18. novembra v Odisejo, kjer si boste lahko premjerno ogledali film Pod panterjev, ki prikazuje, čez kakšno ure ne morejo jeti člani učne skupine specialne enote slovenske policije. Odlično. Hvala za obisk v našem studiu, čestitke za filmski prvenec in veliko ekstremnih uspehov še naprej. Zdaj pa hitro ogrej roke, ker se veš, kaj pomeni, če imaš mrzle roke, ne, Suska? Vem. Boš ogrela? Vem. Boš ogrela? Makej si šel, Radio Rubin.